korenjeva muha, porova zavrtalka. Precej podobna težava, oboje lahko rešimo z EM Ogrot plus EM5. Jaz to večinoma z zalivanjem, ker gre večja količina vode, sredstvo gre v zemljo in tam imamo tega škodljivca, tam ga tudi uničimo. Na pesi imamo kakšno pegavost, kakšno rjo, ki jo lahko preprečimo z rednim škropljenjem EM. Škropljenje v principu ponavljamo tam na kakšnih 14 dni, poleti lahko, če je suho vreme, tudi manj. Za zemljo v suši z EM-om ne moremo narediti nič. Suša je suša. Če hočemo takrat učinek EM-a, moramo tudi dobro zalivati oziroma namakati, kar je itak potrebno. Pri čebulni muhi lahko ponovim tisto, kar sem rekel že pri porovi zavrtalki in korenjevi muhi. Je učinkovito škropljenje, vendar boljše je zaliti s tem sredstvom. Jaz v 10 ali 13 litrsko zalivačo zmešam deci ali 2 EM Ogrot in pol decilitra EM5 in s tem zalijem. Naprej dobro zalito površino. Dobro deluje tudi proti čebulni plesni. Čebula tudi v skladišču dalj časa zdrži. Jaz sem imel lansko leto belokranko in ptujski luk, ker imam eno zemljišče, ki je precej peščeno, to ptujskemu luku ustreza. In so mi začeli odganjati in gniti tam šele nekje aprila. Do takrat praktično nisem imel nobenih problemov. No, ampak aprila jih je bilo samo še za poskusni vzorec, tako da ni panike. Fižolovo uš, skratka fižol z EM-om tretiramo pred cvetenjem in potem, ko ne cveti več. Namreč EM spremeni vonj in oplodna bi bila zaradi tega slabša. Isto velja tudi za sadno drevje. V cvet ne škropimo, ker potem ne bo plodne. Lahko pa s tem sredstvom redčimo plodiče, ampak moramo vedeti, v kateri fazi poškropimo, da potem čebel ni zraven. Poudarjam, ne gre za strupeno sredstvo, vidite, da sem brez zaščitne opreme, ampak vonj cvetov se spremeni. Čebele iščejo svojo pašo tudi po vonjavah. To pa EM prekrije, zato v cvet ne škropimo. V tej fazi, ko je ta fižol, škropilnico proč. No, na tem ohrovtu je tipična škoda verjetno po kapusovi sovki. To je taka lepa velika gosenica, še lepšega in še večjega metulja, ki pa ima žal isti apetit do te kulture kot mi. Sovko sem lansko leto na njivi, ki sem jo pripravljal za šov Kmetija Nov začetek, uspešno zatrl z EM5 in Ogrot. Takole. No, zgodnji krompir je v tem času že pobran, zato se koloradski hrošč zlahka preusmeri na njegovega sorodnika, na jajčevec. S kombinacijo EM5 plus Ogrot v enem popoldnevu to zadevo odpravimo. Učinkovito, govorim iz lastnih izkušenj, popoldne pošpricam, jutri ga ni. Popoldne poškropim, jutri ga ni. Moje izkušnje pri paradižnikovi plesni. Z rednim škropljenjem z EM ga plesen malo kasneje poprime, pravzaprav kar bistveno, mesec pa pol kasneje zajamram zaradi te bolezni kot vsi ostali, vendar sam EM je treba pa v tem primeru še kombinirati s kakšno drugo stvarjo. Jaz to naredim sodo bikarbono plus EM plus EM5 in je paradižnik zdrav. Pa seveda treba je odstranjevati stare liste, zalistnike, tako da so habitusi zračni, da se hitro posušijo. To je to. Takole, tudi česnu lahko pomagamo na nestrupen način z EM tehnologijo. Prva stvar, pri čebulnicah, pri velikih semenih, že s semenom lahko dobimo patogene, bolezni. Seme namočimo za uro ali dve, lahko tudi čez noč, v 10% raztopini EM Ogrot in vode, se pravi
deciliter sredstva, 1 liter vode in s tem preprečimo marsikatero glivično nadlogo potem na vrtu. Zlasti ob vzniku in v zgodnji vegetaciji. Kasneje pa lahko ščitimo proti botritisu, proti plesni, tudi proti česnovi muhi s kombinacijo EM5 in EM Ogrot.